Ne, to ni clickbait, dejansko zaključujeva z YouTubeom. Vse oblike, kot ga poznate danes, odpirava namreč novo poglavje za cel svet. Tako da evo, vsi filpci, ki ste prišli samo zato, da vidite, kaj je fora, to je to. Lahko greste. Adijo, čau. Kaj še delaš tle? Pejt, nimaš več kaj iskati. Dejansko so ravno taki gledalci en od razlogov, zakaj začenjava nekaj novega. Tako da za vse ostale, ki vas pa dejansko zanima, kaj so razlogi v ozadju, kaj se bo zgodilo s kanalom, kako se bo preoblikoval, kaj bo s slovensko vsebino, kaj bo s članstvi, pa vas vabim, da ostanete do konca, da v bistvu majčkam pokomentirava celo stvar in razloživa majčkam bolj v globini. Kje sploh začeti? Ideja v bistvu v angleškem kanalu je rasla že dolgo. It enabled us to see much of the pristine nature that Australia has to offer. Tole je bil en slab poskus angleščine, angleškega kontenta, če bo kdaj v prihodnosti imela tudi angleški kanal. Ideja v bistvu v angleškem kanalu je rasla že dolgo, ampak sva zmeraj nekako hotela ostati zvesta Sloveniji, slovenskemu maternemu jeziku in konec koncev v bistvu vsem gledalcem kanala, ki so, bodimo realni, zaslužni, da je ta kanal prišel do kjer je prišel. Tukaj bi se res rada zahvalila vam, čisto vsakmu posamezniku, ki nama je kdajkoli namenil svoj čas. Pogledal en ali pa mogoče čisto vse videe na najnem YouTube kanalu, pustil kakšen lep komentar in nama s tem res polepšal dan in nama dal vedeti, da iz te moke lahko nastane kruh. Zdaj, v bistvu glih pri temu kruhu se pa potem stvari začnejo majčkeno zatikati. Kar je v bistvu nekako se začel kot nek passion project, kot neka strast, je pa v bistvu s časoma nekako se prelevilo v nek side job. In iskreno, ves vložen čas in trud se nekako finančno ne izplačata, da bi v bistvu s tem projektom, vsaj v taki obliki, kakor je zdaj, nadaljevala. Bova delila tudi čisto konkretne številke in izkupičke in zaslužke, tako da boste mogoče majčkeno lažje razumeli, v bistvu, v čem tiči problem. Če sva iskrena, sva se že pred Novo Zelandijo vprašala, a ima YouTube v taki obliki sploh še smisel. Ampak nekako nama je ravno Nova Zelandija dala nek nov zagon. Pa seveda največja zahvala gre rednim članom kanala. Vi ste svojo donacijo in pa naročninami temu kanalu omogočali obstoj in zato se vam res iskreno zahvaljujeva iz srca. Dajmo en W in the chat oziroma en dvojni v komentarje ali pa pustite všeček res za zahvalo vsem članom, ki so dejansko omogočali, da je kanal obstal. Prehod na angleško obliko nama v bistvu omogoča, da povečava doseg svojih videov, število ogledov in konec koncev tudi donosnost kanala, ki ga v bistvu vidva kot en velik del najne finančne prihodnosti in pa predvsem, da lahko ustvarjava vsebino po najnih željah. Se pravi, ne vsebino, ki jo narekuje algoritem, družba oziroma slovensko občinstvo. Ampak preden se spustimo v to luknjo, poglejmo najprej finančno plat kanala, da boste sami ocenili, a je ta poteza smiselna. Nekaj časa nazaj sem se štopal in vodil statistiko, približno koliko časa potrebujem, da uredim oziroma zmontiram en vlog. Rezultat je bil približno 12 ur za poprečno dolg video, se pravi nekje 10 do 15 minut dolg vlog. V redu, zdaj pa pojdimo pogledati zaslužke na nekaj posamičnih vlogih. Namenoma sva skušala izbrati več različnih, ker seveda zaslužek na posamezen video varira od števila ogledov, letnega časa in tega, koliko so oglaševalci pripravljeni plačati YouTubeu, da jim vrtijo oglase. Če pogledamo prvi primer, 14 minut dolg video, 7000 ogledov in zaslužek 13 evrov. Če gremo preračunati, 13 evrov deljeno z 12 urami dela, približno 1 evro na uro. Pa je to samo montaža, ki je še ves čas porabljen za snemanje. Vlog je bilo treba tudi objaviti, spisati opis, zdizajnirati naslovno sličico in po možnosti še pripraviti kakšne short form vsebine za promocijo vloga. Drug primer, najin video o pokvarjeni industriji češenj, ki je za najne standarde dosegel bistveno več ogledov kot povprečni videi. Zaslužek je sicer večji, ampak video je skoraj 3-krat daljši od povprečnega. Studijski del sva snemala celotno popoldne, nekje 6 ur.
Potem pa nekje še 30 ur za montažo in smo na 36 urah. 32 evrov deljeno s 30 ur, spet približno 1 evro na uro. Tretji primer je najbolj gledan dolg video na kanalu, dokumentarec o vojaškem letališču Željava. Da vam pokaževa še milost in nemilost, koliko variabilni so donosi oglaševalcev. 62.000 ogledov na video, ki mi je vzel preko 90 ur dela, saj potrebuje veliko naprednega znanja montaže, zahtevne animacije in cel kup raziskave, ki je bila potrebna, da so informacije v videu verodostojne. Pa potem še pisanje besedila oziroma skripta, posneti voiceover segmente in pridemo na pravzaprav sramotno številko. 80 evrov deljeno z 90 urami dela, 0,88 evra oziroma približno 90 centov na uro. Pa bodimo iskreni, niti približno niso to vsi stroški, ki grejo v samo izdelavo videa. Je treba še recimo priti na samo lokacijo. Zdaj, če je to mednarodno potovanje, letalske karte, itd., drugače pa bencin, potni stroški, pa konec koncev tudi amortizacija za opremo, ker imaš kamero, dron, baterije, mikrofoni, dober računalnik, da sploh urejaš. Vse to so stroški, ki pa se dostikrat v bistvu pozabijo pri sami kalkulaciji. Da ne omenjamo še glasbenih knjižnic, da lahko dodava glasbo in zvočne efekte za boljšo produkcijo, naročnina na Canvo za dizajn, pa še bi se kaj našlo. Zdaj, midva tlele ne vidva ekonomske računice, lahko pa vi podate svoje mnenje in napišete v komentarjih, kako vi vidite celotno situacijo. Ponč pa pozabil si povedati še to češnjico na vrhu torte, da v bistvu za oglase, ki se predvajajo med najnimi videi, nama YouTube pobere kar 45% zaslužka. Za v bistvu članstva pa tudi ne gre vse nama in sicer YouTube oziroma Google pobere 30%. Ampak vse to bi še nekako požrla, če bi lahko ustvarjala vsebino, ki si jo midva želiva. Ampak realnost v Sloveniji pa je, da algoritem nagrajuje predvsem drame in kontroverznost. Jaz bi rekel, bi mogla imeti več sledilcev, no? Čeprav po drugi strani pa tudi vem, zakaj jih nimata. Nimata jih po mojem zato, ker sta normalna, ker moraš biti malo prefuken. Ja, več imeti in moraš biti tudi malo kontroverzen in moraš tudi kdaj kaj reči, kar ni ljudem všeč, pa tako naprej, ne. Žal je tako, da moraš biti malo kontroverzen in tako naprej, ne, ker video imata zelo dobro vsebino, res, tako da jaz sem tudi, ne vem, če sta to opazila, ampak dostikrat sem kdaj v kakšnih live-ih rekel, pejte njih dva pogledat, pizdo, one dva se res trudita, ne, in imata res dobro, ne, mislim tudi tam Kapadokija, pa tam Turčija, ne, mislim, to vajni videi so, to mnogo boljši od mene. In midva pač tega ne želiva ustvarjati in problem je v bistvu v tem, da algoritmu pa to zelo paše. Nažalost je pač realnost taka, da je nekih interakcij na najinih videih, kakor so komentarji in všečki, enostavno premalo, da bi dodali tisti nek boost temu algoritmu, da bi sam video dobil tudi malo več ogledov oziroma gledanosti. In ker midva pač ne bova ustvarjala neke drame, ker iskreno to nisva midva, je kristalno jasen, da se mora nekaj spremeniti. Če je vsebina prisiljena, pač tudi ni užitka v ustvarjanju. Skratka, monetarno za naju slovenski YouTube kanal nima več smisla. Zdaj pa poglejmo, kaj to pomeni za celoten kanal, članstvo in pa brand. Odločila sva se, da celoten YouTube preoblikujeva v angleški kanal, kar pomeni, da tudi od danes naprej bodo vsi videi izključno v slovenščini. V angleščini. Zdaj, če ti to ne predstavlja problema, juhej, dobrodošel, da nas spremljaš še naprej. Angleški sledilci so v bistvu toliko ali toliko že presegali oziroma prehiteli Slovence po konkretno po naročninah. Tako da dobrodošel v novi družini. Starih videov ne bova brisala. Ostali bojo kot neka zakladnica nasvetov, informacij in doživetij. Ampak Nova Zelandija sta pustila nek nesred. Ja, veva, se zavedava, ampak dobra novica, Nova Zelandija se bo nadaljevala tudi v slovenskem jeziku, ampak samo za člane kanala. Tako da člani, dobra novica, za vas se praktično nič ne spremeni. Po tem vlogu bova objavila še en ekskluzivni članski vlog, kjer bova vse malo bolj podrobno razložila. Če ga še ne vidite, počakajte kakšne par ur ali pa kakšen dan, pa bo tudi tam gor, bomo šli še majčkeno bolj v podrobnosti. In ja, se zavedava, da v bistvu sam prehod na angleško vsebino še ne pomeni nujno tudi uspeha, ampak tle gre enostavno za to, da
če ne probava, nikoli ne bova vedela. Tako da, ja, treba si nekako pustiti nove možnosti, nove vrata si odpreti, pa videti, kam te vodi. Kako je že Einstein rekel, delati eno in isto stvar ves čas in pričakovati drugačen rezultat je norost. No, nekako tega se tudi midva zdaj drživa. Mislim, da po 6 letih truda si tudi midva zaslužila, no, da odpreva svoja krila in politiva, kako se temu reče. Da vas malo pomiriva, spreminja se samo YouTube kanal. Najin Instagram, Facebook in TikTok ostajajo taki, kot so in bojo od zdaj naprej 100% v slovenščini. No, se drugače tudi, kar se YouTubea tiče, na vsake toliko cajta bo verjetno preletel tudi kakšen slovenski video kot nek special, kot neka specialka, ampak bo pa to res bolj izjema kot pravilo, pa še to, če bo tako, vas bova itak preobvestila na socialnih omrežjih. Hvala vsem, ki ste z nama že toliko let. Zelo bova pa vesela, če ostanete z nama tudi v naslednjem poglavju. Dajmo reči zadnjič, činkolo binkolo na tem kanalu, tako da činkolo binkolo in novim dogodivščinam naproti. Evo, da ne boste rekli, da so pa čisto zanemarila Slovenijo in slovensko vsebino. V prihajajočih mesecih bova imela ogromno potopisnih predavanj, kjer bova bolj podrobno delila najine prigode, znanje, nasvete in potovanja. Vabljeni, da se pridete malo podružiti.